SsangYong je korejska znamka, ki je doslej večinoma nagovarjala tiste kupce, ki so želeli kar največ avta za najmanj denarja. Zdaj SsangYong vstopa v novo dobo. Kupcev ne želi nagovarjati več le z nizko cenovnostjo, pač pa tudi z dobrim dizajnom. Preobrazba je še toliko bolj pomembna za znamko SsangYong, ki je bila v preteklosti pogosto proglašena za proizvajalca, ki dela najgrše avtomobile. To sta recimo Action ali pa Rodius. SsangYong je nedavno prešel pod lastništvo indijske korporacije Mahindra, ki si lasti tudi italijanski oblikovalski studio Pininfarina. Gre za znamenitega oblikovalca, ki je v preteklosti poskrbel za nekatere najbolj legendarne modele Ferrarija, Lancia, Alfa Romea, Peugeota in drugih. Oblikovni napredek je očiten, saj je ekspertiza Pininfarine dobro vidna. A verjetno se boste strinjali, da avto ne bo končal na najbolj vidnem mestu v muzeju Pininfarine. Corando spada v segment srednje velikih SUV-jev, skupaj z nekaterimi modeli, kot so recimo 3008, Qashqai, Tucson, Sportage, Tiguan, Karoq, Ateca, Kadjar in drugi. Glede na njegovo nizko cenovnost pa moramo upoštevati tudi nekatere manjše modele, kot so na primer Vitara ali pa Duster. Vsem tem modelom je skupno, da ponujajo nekoliko višji odmik od tal, ki bo pomagal pri tem, da ne boste nasedli recimo na makadamu ali pa da boste v avto lažje vstopili. Pompozen slog iz zunanjosti se odraža tudi v notranjosti potniške kabine. Izza volana vidimo visoko dvignjen motorni pokrov, linija pa se nadaljuje tudi v visoko dvignjeno armaturo, nekako v slogu ameriških vozil. Visoke linije in visoko dvignjeni elementi sporočajo moč, samozavest. Tudi na ta način se SsangYong želi odmakniti od nizkocenovnosti. In to znanje jim je zagotovo priskrbela Pininfarina. A nizkocenovnost se v potniški kabini še vedno čuti, predvsem na področju materialov, ki so na določenih mestih, recimo kljuke za odpiranje vrat, še vedno dokaj ceneni. Po drugi strani imamo še vedno opravka z veliko elementi, ki ne grejo ravno po poti trendov novih vozil. Morda bo koga razveselilo, predvsem tiste, ki vam je všeč tradicionalno oblikovanje armature. Veliko je namenskih tipk za recimo upravljanje klimatske naprave ali pa luči. Na osrednjem zaslonu pa še vedno ne moremo upravljati ravno vseh funkcij. 8-palčni osrednji zaslon na dotik ne predstavlja vrha ponudbe, ki je na voljo v Corandu. Tako niti ne vsebuje navigacije, med samim testom pa smo se, zato ker pač sistem večinoma ponuja le predvajanje glasbe, odločili za preklop na sistema Apple CarPlay in pa Android Auto in tako koristili najrazličnejše aplikacije. Še posebej zanimiv del notranjosti je sam volanski obroč, ki je oblikovan zelo nenavadno. Je zelo neokrogel, spodnji del pa je oblikovan tako, da je debelejši od zgornjega, tukaj, kjer volan držimo. Še posebej pa smo se zabavali v poslušanju različnih zvokov in piskov, ki jih ponuja novi Corando. Vse lahko po želji prilagajate. Prisluhnite! Corando je nadpovprečno prostoren avto in to se občuti predvsem na zadnji klopi. Če imamo sedeža v položaju, da ustrezata meni, ki imam 176 cm, je tukaj za noge in za glavo nadpovprečno veliko prostora. Sem bi lahko posledili celo kakšnega dvometraša. Tuja mu ni niti družinska raba. Tukaj zadaj smo namestili otroški sedež, otroci pa so na to povedali, da je vožnja prijetna in udobna. Tukaj zadaj je tudi dovolj svetlo, okna so široka, morda bo nekoliko slabša le preglednost zaradi zelo širokega cestebrička. Prtljažnik je s 551 litri prostornine med največjimi v segmentu. A na prvi pogled tega niti ne bi rekli.
Skrivnost leži tukaj. Ko ločimo dvojno dno in ga povrh vsega še zelo praktično razporedimo in s tem ločimo prtljažni prostor, dobimo veliko prostornine po globini. Prilagodljivost zadnje klopi je po drugi strani klasična. Lahko jo poklopimo v razmerju 60:40. Za razliko od nekaterih konkurentov, ki že ponujajo poklop zadnje klopi v razmerju 40:20:40. To nam omogoča, da prevažamo dolge in nerodne predmete lažje in bolj enostavno skupaj z dvema zadnjima potnikama. Naš testni Corando je opremljen s sodobnim 1,5-litrskim turbobencinskim motorjem. Ta je zelo tih in uglajen, a s 120 kW manj zmogljiv od pričakovanj. Za vsakdanjo uporabo nam je z bolj umirjenim karakterjem povsem ugajal, a mu vsaj pri nižjih vrtljajih malo zmanjkuje sape. Na testu smo pri mešani vožnji beležili porabo okroglih 10 litrov na 100 prevoženih kilometrov, kar je kar za četrtino več, kot obljubljajo uradni podatki. Ob res umirjeni vožnji na regionalki bo morda šlo do 8 litrov, manj pa nikakor ne. 6-stopenjski ročni menjalnik bo zadovoljil večino uporabnikov, saj s kratkimi hodi in mehkobo prestavljanja med boljšimi v segmentu. Vozna izkušnja sledi klasični poti mestnih terencev. Sedi se visoko, v udobnih sedežih, ki v primeru Coranda nudijo nadpovprečno bočno oporo. Krmiljenje je izjemno lahkotno oziroma mehko. Avto sicer ponuja dva načina, poleg običajnega še športnega, ki naredi krmiljenje malo bolj čvrsto. Lahko bi rekli, da je avto zelo prijeten za vožnjo v mestih, a podvozje pri tem nekako noče sodelovati. Gre za problem mestnih terencev, ki imajo v sledi bolj dinamičnih voznih lastnosti pretrdo vzmetenje. Avto zato pri nižjih hitrostih preveč poskakuje. To je še bolj kot za voznika moteče za ostale potnike. Vsaj malo so potarnali prav vsi, ki so sedli na sovozniški sedež ali na zadnjo klop. Kljub razmeroma nizki ceni Corando govori v prid dejstvo, da za doseganje tega cilja ne žrtvuje področja varnosti. Tako je avto na testu Euro NCAP ocenjen s 5 zvezdicami, že serijsko pa ponuja tudi primeren nabor varnostne opreme. Doplačati boste morali le sisteme za nadzor mrtvih kotov, preprečevanje zapustitve voznega pasu in aktivni tempomat. Nekaj več pozornosti in privajanja zahteva delovanje sistema, ki preprečuje zapustitev voznega pasu. Deluje namreč dokaj silovito, kar je zelo opazno predvsem zaradi siceršnje konfiguracije volana, ki je izredno mehak. Corando torej ostaja nizkocenoven avto in kljub svoji pompozni obliki še vedno nagovarja isto skupino ljudi. Tisto, ki želijo kar največ avta za čim manj denarja. A še posebej Corando postane zanimiv, ko ga opremite z nekaterimi dodatnimi opcijami. Samodejni menjalnik bo stal 2000 evrov, 4-kolesni pogon naslednjih 2000 evrov in turbodizelski motor še dodatnih 2000 evrov. In tedaj postane cenovni razkorak do najbližjih konkurentov še toliko večji.